Lepo pozdravljeni v Posavskem obzorniku. Da bi mladi postali v družbi dejavnejši in da bi lažje prišli do zaposlitve, Mladinski svet Slovenije in mreža Mama skupaj z lokalnimi mladinskimi centri pripravljata projekt Dialog mladih. Od 12 regijskih dogodkov so enega pripravili tudi v Krškem. Projekt, ki ga bodo junija zaključili z nacionalnim srečanjem, je namenjen razpravi mladih z odločevalci. Torej, mladi debatirajo o tem, kje vidijo oni probleme in kako bi oni rešili probleme, ki se jim porajajo, od zaposlovanja mladih, izobraževanja, participacije mladih in tako naprej. Dialog mladih je v bistvu, gre za to, da damo mladim besedo, da se pogovarjajo z odločevalci, da povejo, kaj jih tare in kje vidijo rešitve. Torej, sam ta proces strukturiranega dialoga izhaja iz Evropske unije in dejansko omogoča to, da mladi skozi strukturirano debato dobijo besedo in da se pogovarjajo z odločevalci o politikah, o zakonih, o ukrepih, ki se tičejo njih samih. Na ta dogodek smo povabili mlade med 15 in 30 letom starosti. Aktivirali smo jih preko šol, preko naše prostovoljne baze, preko Zavoda za zaposlovanje. V Krškem so se projekta lotili z različnimi dejavnostmi. Med drugim so pripravili konkretne ukrepe z različnih področij. Imeli smo debato nasploh o problemih mladih, koliko jih vidijo. Zanimivo je bilo to, da smo se kar 3 od 5 skupin odločili za področje šolstva, pa pol neko formalno, neformalno izobraževanje. Tako da na tem mislim, da bi bilo treba res narediti takšen zaključek naš od včeraj. Če pa konkretno povem, kaj je naša skupina delala, mi smo imeli temo mladinske organizacije in participacija. Smo dali pa temo, mislimo, da mladi premalo dejansko vedo o mladinskem organiziranju in smo pač po debati naredili ukrep, da bi v okviru obveznih izbirnih vsebin, ki jih imajo 16 ur, mislim, da na srednjih šolah 4 ure namenili spoznavanju in praksi v mladinskih organizacijah in bi s tem, po moje, spoznali, kako so mladinske organizacije dobre za njih same in za nadaljnji razvoj. Posebno pozornost so namenili tudi zaposlovanju mladih. Mladi, po mojem, dejansko se soočajo s situacijo, ki je povsem drugačna, kakršna je bila takrat, ko sem bila recimo tudi sama mlada. Zagotovo je trg dela zanje mnogo bolj zahteven, bolj je zaprt, veliko težje dobijo službo, veliko več inovativnosti je potrebne, da se zaposlijo in mnogo bolj kot mi morajo razmišljati tudi o tem, kako bi se lahko sami zaposlili. Vse, kar počnemo tako na evropski ravni, kot tudi na slovenski ravni, je po eni strani usmerjeno dejansko v zategovanje pasu, po drugi strani pa so pa tu tudi ukrepi, ki bi spodbudili gospodarsko rast in na evropski ravni lahko rečem, da zdaj pripravljamo sicer proračun, večletni finančni proračun od leta 2014 do leta 2020 in tam je velik poudarek na temu, kako zagnati gospodarsko rast in kako povečati zaposlovanje, kako tudi omogočiti mladim boljše izobraževanje, da bi bili lahko bolj samoiniciativni. Tu so določeni programi podjetništva, kjer bi bil poudarek prav na mladih. Vendar so to stvari, ki jih delamo in bodo zaživele šele leta 2014. Občina Krško je sicer naklonjena mladim, saj je pred kratkim skupaj s še 6 občinami prejela certifikat Mladim prijazna občina. V sklopu praznovanj ob počastitvi praznika Slovenske vojske so odprli vrata vojašnic po vsej državi. Javnosti so svoje življenje, delo, opremo in oborožitev predstavili tudi v vojašnici Cerklje ob Krki, kjer domujejo enote brigade zračne obrambe in letalstva. Tako so se lahko obiskovalci podrobneje seznanili s tem, kaj Slovenska vojska na letališču počne in s kakšno opremo razpolaga. Tako se predstavlja letalska šola svojo floto letal in helikopterjev, potem 15. helikopterski bataljon, ki prikazuje tudi postopke reševanja in pa gašenja. Tu so tudi enote zračne obrambe s svojimi raketnimi sistemi. Obiskovalci pa se seveda lahko preizkusijo tudi na simulatorjih, kjer lahko zadeve tudi praktično preizkusijo. Se preizkusijo v lokostrelstvu, si ogledajo tudi letala, civilna letala različnih športnih aeroklubov in seveda tudi ta hip najbolj vročega imena slovenskega podjetja Pipistrel in še in še.
danes imajo priložnost tudi izvedeti tiste stvari, katere so skrite, pa niso nikoli skrite. Mislim, da je to pomembno in tudi z določenimi aktivnostmi, ki jih izvajamo v Slovenski vojski, pa tudi brigadi skozi celo leto, imajo dostop do nas in tudi nas lahko kaj poprašajo. Živijo skupaj z nami tukaj v tem okolju. Vidimo, da vsako leto več ljudi prihaja, katere zanima, kaj mi tukaj počnemo, in tudi je dobro, da prikažemo tudi našim tukaj občanom, kaj počnemo. Gledajo nas ponavadi izza ograje, danes pa gledajo točno tukaj, kar se počne na letališču. Letališče je obiskalo med 2 in 3 tisoč obiskovalcev, ki so lahko od blizu spoznali opremo in vozila. Moraš pritisniti gumb, da gre naprej, pa tukaj zavijaš, če to pritisneš, potem tale motor tukaj se ugasne, potem pa takole zavije, pa še spet pržge, pa če pa tole narediš, pa se ta ugasne tam. Sicer pa so enote brigade zračne obrambe in letalstva zelo dobro pripravljene, poudarja poveljnik. Izvajamo dnevno operativne naloge, letimo s helikopterji vsak dan po Sloveniji, v gorah rešujemo, z letali, s Pilatusi in pa z Zlini, usposabljamo naše pilote in pa tudi varujemo zračni prostor Republike Slovenije. Obiskovalci so se lahko podrobneje seznanili tudi z edino vojaško letalsko šolo v Sloveniji, v kateri se na leto povprečno usposablja okrog 20 pilotov, šolanje pa traja približno 3 leta. Osnovna naloga letalske šole je usposabljanje pilotov letal in helikopterjev. Se pravi, vojaški piloti pridejo po končani častniški šoli v našo enoto in iz enote pridejo kot usposobljeni piloti. To traja nekje 3 leta. Piloti letal začnejo usposabljanje na letalih Zlin, kjer opravijo osnovni del usposabljanja, nadaljujejo na letalu Pilatus, piloti helikopterjev pa se usposabljajo na helikopterju Bell 206 in potem svoje usposabljanje nadaljujejo v enoti, ki opravlja že prave naloge na helikopterjih. Posebno pozornost ob tej priložnosti namenili tudi projektu prenove letališča. Z veseljem lahko povem, da teče že 4 leta pravzaprav neprekinjeno in da smo v vseh teh letih uspeli obdržati ta investicijsko vrednost približno med 10 in 15 milijoni na leto. In če ob tem vemo, da gre približno 40% tega denarja v lokalno okolje, potem pravzaprav lahko rečemo, da smo tudi mi precej prispevali, da se tukaj nekaj odvija in da v bistvu so podjetja zaposlena. Zaradi menjave glavnega izvajalca del so imeli precej težav. Mi smo morali predvsem zavarovati gradbišče, imeli smo nekaj dodatnih stroškov, seveda tudi časovno, ker smo morali ponoviti mednarodni razpis, ampak kakorkoli smo v tistem času izvajali druga dela, ki so bila načrtovana, zato pa je načrtovanje, da lahko pokriješ neke nepredvidene situacije, ki se odvijajo, tako da generalno nismo izgubili preveč na tempu. V tem trenutku so v glavnem gradbena dela končana, in pista je zbetonirana in čez nekaj dni bomo začeli z uvajanjem kablov za osvetlitev celotnega letališča. Projekt sicer poteka v več fazah. Prvo naj bi zaključili v prvi polovici prihodnjega leta. In takrat bo letališče opremljeno z sodobno navigacijsko napravami in bo primerljivo z ostalimi letališči, s tem, da bo imelo možnost seveda tudi za vse vojaške funkcije. Ostala letališča so v Sloveniji civilna. Mi pa delamo tako po civilnih kot po vojaških standardih. Kdaj bodo zaključene vse faze projekta, pa bo odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Pri osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je potekalo 18. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa. Sodelovalo je 7 ekip prve pomoči, od tega 6 iz Posavja, izven konkurence pa je sodelovala ekipa iz Žič pri Slovenskih Konjicah. Ekipe so sestavljene iz prostovoljcev, predvsem to, in so člani v bistvu kot civilne zaščite, pripadniki civilne zaščite ali pa člani Rdečega križa. V bistvu je to preverjanje ugotavljanja usposobljenosti naših ekip v primeru reševanja, v primeru naravnih nesreč ali pa drugih nezgod. Vsak dan se lahko nam nekaj zgodi. Vedno razmišljamo, meni se sicer ne bo, ampak lahko se zgodi. In imamo veliko že izkušenj, veliko naravnih nesreč v Posavju, tako da smo to zadevno zelo skrbni in veliko delamo za to, da smo pripravljeni. In upam, da smo pripravljeni. Pripravljeni so bili 3 scenariji z več poškodovanimi. Prvi je predvideval potres.
Scenarij je takšen, da pridejo, da jih vodja točke obvesti o temu, potem pa vodja ekipe organizira ekipo in razporedi delo. Ocenjuje se, kako bojo pristopili, kako bojo pokazali svoje znanje in kako se bojo znašli v taki kritični situaciji. Na drugi točki je stalna slovenska folklora, pretep na neki veselici. Tudi tu so poškodbe prilagojene temu. In tretja točka je tista, ki se nam lahko zgodi takrat, ko imamo vedno več plovil. Zamislili smo se zračni balon, ki je zaradi okvare padel in imamo nekaj poškodovanih. Na prvi točki imamo tudi dodatno tiste imitatorje, ki naj bi ponazarjalo psihično prizadetost. Tu drugega ne naredijo, kot da takim pomagajo. Na drugi točki imamo seveda tudi pijance in na tretji točki pa nimamo dodatnih stvari. Poudarek je bil tudi na delu vodje ekipe, kako se bo znašel v danih okoliščinah. Seveda, vsi ti, ki tekmujejo, so usposobljeni na 80-urnem tečaju prve pomoči oziroma tečaju za pomožne bolničarje. Ponavadi večina ekip pred tekmovanjem oziroma občasno se sestane in preveri to. Danes štartajo na neznane poškodbe. Izbirali smo take poškodbe, ki so primerne, da jih lahko oskrbijo. In na vsaki točki bo ena poškodba, ki bo zahtevala oživljanje. Najbolje se je odrezala ekipa Nuklearne elektrarne Krško, ki bo tako oktobra na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči zastopala Posavsko regijo. V Kostanjevici na Krki pa so se odločili, da bodo svojo ekipo prve pomoči pomladili. Mi imamo eno ekipo prve pomoči, ki pravzaprav deluje že vrsto let, še v bivši krajevni skupnosti. Pripravljamo se pa, da bomo usposobili v bodoče tudi mlajše ljudi, ki bojo nadomestili potem, ko bojo pač te nehale novo ekipo, ki bo sodelovala pri takih prireditvah. Ampak glede na to, da Kostanjevica je le v območju potresa, poplav in drugih naravnih nesreč, moramo biti za to tudi pripravljeni. Sočasno z regijskim preverjanjem usposobljenosti ekip prve pomoči je sicer potekala tudi predstavitev dejavnosti služb, vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako so želeli zaščitno-reševalna sredstva in dejavnosti različnih reševalnih služb približati širši javnosti. V zadnjem času vse bolj priljubljen način preživljanja prostega časa predstavljajo avtodomi. Tega se zavedajo tudi v sevniški občini, kjer je potekala 15. karavana, v kateri je sodelovalo 34 avtodomov z vseh koncev Slovenije. Karavano so pripravili v ljubljanski družbi o pomoči domačinov. Dogodek pa je namenjen druženju in spoznavanju želja lastnikov avtodomov. Medtem smo želeli že enkrat ukiniti, ker je to precej napora in za nas to pač ni dobičkonosna zadeva. Vendar je zaradi strank, ki so izkazale željo, da to ponavljamo, in danes, kakor vidite, nas je precej tukaj na 15. karavani, da bomo to še naprej delali. Ker lahko tudi povejo potem direktno, kaj želijo, kaj bi še želeli, kaj jim je všeč in potem te stvari moramo pač še povečati, ne? V karavani so sodelovali lastniki avtodomov z različnih koncev Slovenije. Valentin Bašelj iz Škofje Loke ima avtodom od leta 2005. Jaz ga ne zamenjam za noben vikend. Ga ni vikenda v Sloveniji, ki bi rekel, zdaj pa zamenjam za avtodom ali pa bilo kje. Ker tu si greš in imaš vikend vse povsod. Pospravljanje je v pure, vikend pa prideš v garaž, cel vikend pa nimaš nič od tega. Sam kolegi pravijo, koliko se imaš fajn. Seveda takrat, ko piješ, ko pa delaš, še pa vedno videti. Dobri 2 leti ima v lasti avtodom tudi Janez Čož z Vrhnike. Ja, smo se odločili tako, da bi mečkano potovali, ne? Da bi malo videli svet, ne? Da bi uživali, ne? Urška Zajec iz Ivančne Gorice pa ima avtodom že 10 let. Že ko smo imeli z možem hčerke čist majhne, 2 leti, 4 leta, smo začeli s tem, najprej smo si ga sposodili in smo začeli zelo uživati v tem. Tako da to nam pomeni eno tako sprostitev, zadovoljstvo, veselje in vsem avtodomarjem, ki še niso oziroma ki si samo sposojajo avtodom, priporočam, da si ga kupijo, ker to združuje družino. Srečanje je bilo sicer namenjeno druženju in spoznavanju posavskih krajev. Poglejte, turizem
je danes tudi pomembna gospodarska veja in če bomo s turizmom pravilno delovali, se bodo ljudje vračali in tudi dali možnost tem ljudem, ki so tako prijazni, tudi za kakšen donaten evro. Navdušenci nad avtodomi so si med drugim v okviru krajevnega praznika Tržišče ogledali Malkovec, ki predstavlja vinogradniško središče tamkajšnje krajevne skupnosti. Vinogradništvo je pa v krajevni skupnosti Tržišče poglavitna dejavnost gospodarstva. Veliko se jih preživlja tudi z tega načina. Imamo že 2 kralja cvečka, to je bilo leta 2006 in 2009 iz tega področja, tako da je vinogradništvo tukaj vpeto tudi v celo Slovenijo in prepoznavno. Da so avtodomi vse bolj priljubljeni, se zavedajo tudi na sevniški občini. In zato smo tudi pristopili k temu, da bomo v okviru grajskega pobočja, širšega grajskega kompleksa uredili parkirišče za avtodome, kjer se posamezni avtodomarji lahko ustavijo, oskrbijo svoj avtodom, prenočijo, postanejo dan ali 2 in se prijetno počutijo. V sevniški občini je sicer več kot 80 izletniških točk. Najboljše salame zagotovo delajo v občini Šentjernej. Na 16. finalu slovenskih salamijad se je namreč med prvo deseterico uvrstilo kar 9 salamarjev iz te občine, med njimi tudi zmagovalec Jože Sebanc. Posavsko čast je z 8. mestom reševal Milan Deničič iz Boštanja. Na letošnjem salamarskem finalu je sodelovalo 72 salamarjev in salamark iz vse Slovenije. Letos smo pripravili približno enako kot lansko leto finale, vendar za to različico, da smo povabili vse finaliste, da so v živo pred publiko rezali salame. Vzpostavil se je en tak medčloveški odnos, en tak lep kontakt, prijeten in te 2 uri, kakor so tako zelo hitro minili, da ne morem verjeti, da je že konec te predstavitve. Pred 15 leti so bili začetki skromni, ocenjenih je bilo 21 vzorcev, danes pa jih je nekajkrat več. Glede kakovosti salam pa Krnc pravi: Že od lanskega leta se je spremenila, mislim, da že z lanskim letom je letos 20% boljših salam. Sicer pa salamijada ni le kulinarični dogodek, iz salamarjev privabi tudi pesniško ustvarjanje. Tako je izpod peresa Milana Janežiča iz Škocjana nastala pesnitev o tem, kako se naredi dobro salamo. V tej sami pesmici sem opisal predelavo salame od začetka do konca. Opisuje, kako je treba negovati salamo 3 mesece, da dobiš izvrstno salamo, da se uvrstiš 6-7 let na finale vsako leto in dosegaš uspehe v bistvu med prvih 15, medtem tudi kot državni prvak Sevnice, mi je dalo navdih, da sem se usedel in pisal, v bistvu spesnil tudi nekaj na to temo. V bistvu je dobro meso, pravi dim in pravi prostor za shranjevanje salam. Na dogodku je sodeloval tudi zmagovalec prvega finala slovenskih salamijad iz leta 1997, to je Miran Kozmus iz Sevnice. Seveda, tako kot v vseh športih in kulinariki, stvar napreduje, stvari se menjajo, večajo, kar prinese tudi kvaliteto in mi smo še vedno tu zraven. Sodelujemo že od 74. leta na salamijadah, kjer je družinska tradicija. 62. leta, ko se je začela salamijada v Sevnici, 63. je bil moj oče zmagovalec in zato sem se trudil, da sem bil 3-krat zmagovalec, da sem prijel pokal v trajno last, kjer je 63. leta napis mojega očeta. To je izziv, ker mi nismo profesionalci, to nam je hobi, tradicija, smo 4 brati, 3 med sabo, tekmujemo, sodelujemo. Bom rekel, veselje in druženje in vse skupaj je to. Med tistimi, ki so se finala slovenskih salamijad udeležili prvič, je Roman Kragl, prav tako iz Sevnice. Štejem se zelo v čast, ker moram povedati, da sploh nisem pričakoval tega. Moram pa povedati tudi to, da sem tekmoval v finalu, čeprav sem domačin, da sem pač tekmoval v Trebnjem, da sem potem prišel v finale, ker v Sevnici pač ne smem tekmovati, ker sem sodnik. Pri salamah pa ni pomemben samo okus, pritegniti mora tudi njihov izgled, dodaja. Tako je, to je pa tudi delo moje žene, za kar se ji zahvaljujem in pač to je najin izdelek.
Iz Vinice pri Šmarjeti pa prihaja Peter Selak, ki se je udeležil skoraj vseh salamarskih finalov. To mi pomeni neko razvedrilo, neki hobi, neko potrditev, da lahko v neki stvari vztrajaš na vrhu, če to delaš z ljubeznijo in se v celoti posvetiš temu delu. Vrstitev finale je Salamarjev dokaz, da je njegovo delo pravilno in usmeritev in pač, da dela po okusu ocenjevalcev in nasploh, da dela nek odličen izdelek in salamo. Enega pravila ni, vremenske razmere se spremenjajo iz leta v leto in vsako leto je svoja zgodba. In vedno znova se učiš in učiš in te udeležbe na finalih pa so dokazovanje, da si na pravi poti in da delaš pravilno. Sicer pa je letos potekala tudi 3. županska in poslanska salamijada, na kateri je zmagal škocjanski župan Jože Kaplar. Primož Kozmus bo prihodnje tedne podredil osnovnemu cilju na olimpijskih igrah v Londonu, to je ubranitvi zlate olimpijske kolajne iz Pekinga. Do takrat pa bo potrebnega še precej trdega dela, saj konkurenca ne počiva. Prvo tekmovanje v tej sezoni je opravil prejšnji konec tedna v Slovenski Bistrici, kjer je zasedel šele 3. mesto s skromnim 73,6 metrov dolgim metom. Kozmus se je po prekinitvi kariere v letu 2010 lani zmagoslavno vrnil na atletska prizorišča, saj je osvojil bron na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji. Letos ga čaka nov vrhunec, poletne olimpijske igre v Londonu. Tako je že opravil prvi sklop priprav v Združenih državah Amerike, 10. junija pa bo sklenil 12-tedenski pripravljalni cikel v Medulinu. Njegovi meti ta hip še niso optimalni. Olimpijske igre so še daleč, tako da je časa tudi za to pridobiti. Je pa seveda vprašanje potem evropskega prvenstva vmes, ali iti tam ali ne. Ampak kot sem rekel, to bomo korigirali, treba končati ta cikl, potem bo vse bolj jasno. Vse skozi seveda spremlja konkurenco. Izstopa Madžar par, torej drugi iz lanskega svetovnega prvenstva z 81 metri. Ostali so pa malo mogoče pod pričakovanji, kar bi sem pričakoval, ampak to ni pomembno. Treba gledati prvega in to me prav zanima, kako bo v naslednjih tekmah, kako bo tekmoval par. Trenutna forma je malo višje, kot je bila lani pred svetovnim prvenstvom. Sedaj ima še 3 mesece do olimpijskih iger, to pomeni, ima še kar nekaj rezerve, tako da pričakujem še rast rezultatov. Ni potrebno nič posebej izboljšati, preprosto čas, toliko in toliko treningov je potrebno upraviti in forma prihaja. Prva resna preizkušnja bo na mitingu v Velenju, ki bo 14. junija, kamor prihajajo tudi nekateri od morebitnih dobitnikov kolajn. Bodo pa tudi naslednja tekmovanja podrejena nastopu na olimpijskih igrah, na katerih bo branil zlato. Sem prepričan, da mu bo to uspelo in pa mislim, se je on tudi. Samo on se ne upa toliko povedati. Optimizem sigurno je, seveda treba biti realen optimist in štejejo metri. In jaz vem, trenutno zaostajam za 1 meter, za tistim, kar bi jaz želel si sam in to bo treba dobiti. Pri temu bo med drugimi pomagal nov član ekipe Primož Četrtič, maser in pomočnik pri telesni pripravi. Sicer pa je bilo delati s Kozmusom že od nekdaj prijetno, pravi trener Marjan Ogorevc. Vendar sedaj je jasno, človek dozori, drugače dojema celo zadevo, je morda še bolj profesionalen, še bolj resen pri svojem delu, torej lahko bi rekel, da je 100%. Tudi zlati olimpijec zazna razliko med pripravami na olimpijske igre v Pekingu in v Londonu. Predvsem jaz gledam več imam izkušenj, takrat je bila, bi rekel, še mogoče ta mladostna energija, medtem ko zdaj pač nekako bolj gre z neko preverjeno, s preverjenim že občutkom. Tako da, kar se pa pritiska tiče, pa si ga sam, torej ko si ga sam nalagam, toliko ga je. Kozmus je eden najvidnejših ter javno in medijsko najbolj izpostavljenih osebnosti v Sloveniji, a ne le v športnem svetu. V sklopu svoje agencije se ukvarja še z mnogimi drugimi projekti. Mene zanima tudi druge zadeve, seveda, ampak treba si izbrati tisto prioriteto, ki so letos pač olimpijske igre. Sem pa vesel, seveda, da delamo tudi te kampe za otroke, s tekom, da smo začeli. To so pač ene dejavnosti, ki je nekako, bi rekel, tudi s svojim imenom in svojim tem športnim udejstvovanjem zdaj vračam mogoče nazaj v družbo in bo tudi, vidim pa tem tudi dolgoročno zgodbo. Mu pa velikokrat zmanjkuje časa za vse tiste stvari, ki bi jih sicer želel opraviti. Včasih sem šel na vsako mogoče tle vaško veselico, zdaj pa enostavno si ne vzamem tega časa, ker pač vem, da mi bo zmanjkalo potem na koncu 5. avgusta. Kozmus cilja na nov uspeh predvsem na olimpijskih igrah v Londonu. 3. avgusta bo nastopil v kvalifikacijah, finale pa sledi 2 dni zatem.
In tako smo prišli do konca današnjega Posavskega obzornika. Glejte nas spet čez 14 dni, do takrat pa se imejte lepo.